SBC poslovne zgodbe, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novi poslovni zgodbi SBC-vem podcastu, kjer bomo danes govorili o eni res izjemni zgodbi. O zgodbi, ki je nažalost mnogokrat spregledana, niti ni prav enostavna, je pa res fantastična. Sandra Turnšek, lep pozdrav. Lep pozdrav, hvala za vabilo. Z veseljem, ampak da poveva, kakšna je ta zgodba, morava najprej povedati, o katerem podjetju govoriva. In sicer Mlekarna Krepko. Sej ne vem, kje bi začel, ko sem se pripravljal na ta pogovor, zato sem rekel, da je kar malce spregledana. Zgodba je res neverjetna. Kako to, da jo morda res ne poznamo bolje? Mogoče, da tako začnem. Jaz mislim, da jo kar dobro poznate in poznamo, kar se lepo vidi, da še vedno smo, še vedno obstajamo. Zagotovo, ja. Imamo zelo močno blagovno znamko, ki po mojem osebnem prepričanju tudi nosi nek energijski naboj, ker jaz pravim, bila je rojena v pravem času, na pravem mestu, iz pravih vzgibov. Krepko je močna beseda, uporablja se praktično vsak dan in to potem tudi narekuje neko pozitivo za naprej. Zakaj pravim, da nosi neko energijo? Zaradi tega, ker je bila ustvarjena pravzaprav z veliko ljubezni do našega glavnega izdelka, ki ga danes prepoznavajo pravzaprav vsi v Sloveniji in tudi izven meja. Seveda gre za naš tradicionalni kefir, ki smo mu poleg brenda Krepko dodali še komercialno ime Krepki suhac. No, tega pa definitivno vsi poznajo. To je pa res. Ja. In tudi zgodba za tem krepkim suhcem je res zanimiva, v kateri bova zagotovo kakšno rekla. Ampak želel sem reči, zato sem morda rekel, da se ne zavedamo ali pa ne poznamo dovolj. Vaš kefir je v resnici edini pravi kefir, pa ne zgolj v Sloveniji, ampak tudi širše. In ta del se mi zdi neverjeten, da neka mala mlekarna uspe z nekim produktom tako dolgo časa biti, tako kot ste sama rekla, še vedno smo tu, ampak vi ste edini. To je pa res skoraj da neverjetno. In zdaj morava razložiti, kaj je v tem vašem kefirju, ki je edini drugačen od drugih drugače. Najprej bom poenostavila in rekla, ko ga prvič probaš, mu ostaneš zvest za vse življenje. Prepriča ne samo z okusom, ampak zelo, zelo hitro se poznajo blagodejni učinki na zdravje. Telo odreagira, ker telo odreagira zelo rado, če ga kaj pocrklamo in če smo mu pomagali pri, kako bi rekla, pri vzpostavitvi zdravja. Za našim kefirjem se pravzaprav skriva ena lepa romantična zgodba, ki potem takem je pa narekovala to trnovo pot do danes. Zakaj rečem, da je romantična? Začetki so romantični, danes je pa tako, da smo res edina mlekarna v Evropski uniji, ki dela kefir tako, kot pravzaprav se kefir mora delati. Danes opažam, da lahko z gotovostjo rečem, da smo postali kot varuhi narave, ker kefirna gobica, iz katere je narejen kefir, nam je bila pravzaprav podarjena človeštvu. Ker še do danes se znanstveniki niso dokopali do spoznanja, kako je pravzaprav kefirna gobica nastala, iz kje izvira. Vemo, da je to pač en skupek mikroorganizmov, nešteto mikroorganizmov in kvasovk, ker jih je tako veliko, potem dobi tudi fizično obliko. Zato je okrog kefirnega zrna oziroma te kefirne gobice kroži kar nekaj legend, ampak da se vrnem na začetek.
Moj oče, seveda je naše podjetje družinsko, moj oče je, se spomnim mojih prvih spominov iz otroštva, je bil kefir. On je delal meni kefir vsak jutr za začetek dneva, da se mi vzpostavi metabolizem, pravilna presnova in tako naprej. In je on vsak dan te gobice namakal, delal kefir in tako naprej in jaz sem zrasla s tem. Potem je čez nekaj časa to opustil, ker to ni lahko delo, a ne. Čas, delo, služba in tako naprej zahteva svoje in je to on opustil zaradi tega, ker je v takratni Jugoslaviji bil prisoten na trgu zelo dober kefir iz sarajevske mlekarne, ki je bil prav tako narejen po tradicionalnem postopku iz kefirnega zrna. Ko se je Slovenija osamosvojila, je dotok tega pravega kefirja, te sarajevske mlekarne, usahnil. Meje so se zaprle, nismo bili več del iste države. Takrat se je Slovenija znašla pred nešteto izzivi, propadale so firme, propadale so zadruge in tudi dotok nekaterih izdelkov je bil zelo, zelo okrnjen, s tem tudi kefirja. Pa še vojna je bila, ne? Vojna je bila in potem je bila ta sarajevska mlekarna tudi zbombardirana in kefirna zrna uničena. In ker nam brez kefirja ni bilo živeti, so moji starši pravzaprav prodali vse svoje imetje, ki so ga imeli do takrat in ga vložili v nakup propadle zadružne sirarne v Lazah pri Logatcu in začeli izdelovati kefir najprej za nas in naše bližnje in potem ga počasi dali na trg, upajoč, da bodo tudi drugi prepoznali pomanjkanje tega krasnega izdelka in si tudi ostali v Sloveniji ohranili zdravje s tem, ne? A lahko piko naredim, od tu naprej bova nadaljevala, obljubim, ampak nekaj vprašanj seveda zdaj imam. Ko vam je oče delal kefir, ko ste bili še otrok, ni imel doma mlekarne ali proizvodnje. Ok, s čim sta se ukvarjala starša? Z založništvom. Založništvom. In iz te ljubezni do kefirja in iz te zgodbe iz bombardirane mlekarne v Sarajevu je nastala ideja, kaj pa če bi mi to počeli. Točno tako. Mi smo vedeli, da enostavno to moramo početi, ker veste, če imaš ti toliko let v hladilniku vedno kefir na zalogi, ti zelo manjka. Zdaj si vi zamislite en izdelek, da kar naenkrat ga ne bi več bilo. Naprimer nekaj, kar obožujete. Ja, težko je, a ne? Ali pa naprimer, da imate radi grozen krompir, ne? In enostavno ni več krompirja, uničenje. Ja, a ne boste, vi bi tudi probala, ne, nekako na svojem koščku zemljice. Že? A ne? Ampak zato to pod vprašanje. Ja. Ampak da se dva človeka, ki sta v založništvu in to leta 1992, če se ne motim, ko niso bili lahki časi, a ne, odločita, midva bova pa kupila tole propadlo, tudi z razlogom, propadlo zadrugo. To je bil pogum, norost ali kaj še? Veste, mi smo bili vedno, kako bi rekla, dosti pogumna družina, gamblerska. Vržeš se, potem pa plavaš, a ne. Odkar jaz spomnim zase, so bili kar pogumni, delavni, niso se bali neuspeha in se je tako, če karikiram, ne, pri nas ali se je jedel skozi krompir, ne, ali se je pa pol nekaj časa kakšni škampi, ne, do Jastoga nismo prišli nikoli, ampak ja, nihanja so bila kar naprej. Seveda z začetki mlekarne so bili obupni. To želim zdaj vprašati, ne? Verjetno ste imeli veliko prijateljev, ki so vam svetovali, da tega ne naredijo starši. Absolutno. In vseeno, kdo so bili pa tisti svetovalci in prijatelji, ki so pa pomagali, ker bili tako je treba verjetno znanja, opremo je bilo treba kupiti. Samo najožja družina, moram reči. Veliko literature, veliko učenja je bilo potrebnega nažalost na napakah, ker na napakah se res hitro naučiš in je nikoli več ne ponoviš, če jo znaš prepoznati. Tako da
Moram reči, da takrat v tistem času jaz nisem mogla biti na začetku zraven, a veste, ker če imaš ti mlado družino, če moraš biti kreditno sposoben in vse te vzpostaviti neko lastno družino, neko varnost, ne moreš se tega gemblanja, teh poskusov. Tako da sem jaz potem kasneje vstopila. Ampak podpirali pa ste starša pri tem, ker vendar je šlo za vaš kefir, da ga boste imeli. Ne? Seveda, to so bili pogovori, to so bile odločitve sprejete skupaj, to je bilo razglabljanja, dialogov, nešteto, a ne? Ampak skozi je bil pa kefir, ratov je pa takoj. A ratov je takoj. Ta zrna. Pa to ste šli iskat, ta zrna v Sarajevo? Prav zares? Ne, v Sarajevo so bila uničena, so pa šli, mislim, da oče pa brat, sta šla pa iskat na Češko, a prav potomce kavkaških kefirjevih zrn. Jaz vam moram zdaj na hitro malo razložiti o kefirni gobici. To gre za živo stvar in kefirno zrno ni enako drugemu. Ima svoj DNK, tako kot človek ni enak človeku, razen če gre za enojajčne dvojčke. Vsi imamo drugačni DNK. In ravno tako tudi kefirna gobica oziroma zrno je unikat. In znotraj tega je več deset rodov mikroorganizmov, potem so noter kvasovke, ovoj, kefiran in v različnih količinah. In te količine znotraj so pri vsakem zrnu drugačne. En ima več kvasovke, en ima več acidofilusov, en ima več bifidusov, en ima več kefirana, in vsako je unikat iz svoj rod. In to isto zrno, ki je naprimer zdaj naše, mi lahko razmnožujemo in je samo naše in kot tako ima edini tak DNK. In je tako, ne vem, od leta 92 naprej? Ne, so se nam tudi uničile vmes, in smo potem vzgojili nove, mi to razmnožujemo, vzgajamo, pazimo na njih. In moram reči, da iz Kavkaza izhajajo vse kefirne gobice, a ne? No, in te gobice, ki so od ene veje iz Kavkaza zrna, a ne, so jih šli potem na Češko iskat. Tako da te razmerja znotraj kefirne gobice, razmerja med mikroorganizmi in kvasovkami, pa določajo okus. Eni so rezki, eni so bolj blagi, eni so nemogoči, da jih daš v mleko, tako eksplodirajo, tako različne stvari so. In samo naše kefirne gobice dajo tak okus kefirja, kot ga imamo mi. Ne more biti, nobeno drugo ne da takega okusa. In je kot tako tudi zavarovano oziroma nagrajeno večkrat vse te nagrade v Bruslju, ki smo pa prejeli za okus, so v bistvu samo naše, ne moreš ponarediti tega. Zdaj se bomo vrnili k oni piki, kjer sem jo prej postavil, tudi o tem okusu bova še govorila, ker kefirjo imamo en kup v trgovini, ampak to vem, da boste dobro razložila. Torej, in potem sta starša začela, kupila opremo, pripeljala to kvasovko oziroma ta zrna in iskala trg. Kako je bilo pa potem od te pike naprej? Od te pike naprej v 90-ih letih morate vedeti, da ni bilo toliko trgovcev, kot jih je danes. Takrat je bil Mercator, sadje zelenjava, je bil dealer, tudi za Mercator in za vse ostalo. Si imel enega, ne. Enega si imel in zato je bilo to malo lažje. Sploh ni bilo nobenega vprašanja, da to ne bi šlo na police, ker drugega ni bilo. Ni bilo drugih ponudnikov sploh, tako da je to šlo na zelo lep, dokaj lahek način, ker smo bili brez konkurence, pravzaprav,
Rada bi povedala, potem so se začele pojavljati seveda tudi drugi kefiri, ki jim pa jaz ne rečem konkurenca, a veste, jaz temu ne rečem konkurenca, ker to ni isto. A ne? No, zdaj smo pritisnili, nek sem prej rekel, da boste razložila. Pa se kar dejva. Res je, ne? Če je kefir narejen iz zrna, če prav razumem, je to pravi kefir. Kaj pa ostali kefiri, ki so tudi iz Evropske unije, ne? Niso narejeni, Niso ne s pa tako pomočjo narejeni, kefirne tako, gobice. Vi morate vedeti, kefir nastaja sam po sebi, ko ti kefirno gobico daš v mleko in po 16 urah fermentacije nastane kefir, brez kakršnih koli dodatkov, aditivov, stabilizatorjev, stimulansov, nič. 16 ur je pa potrebno. 16 ur pa rabite in to je to. Potem se bova še na tisto legendo vrnila, a ne nazaj, da jaz rečem, zakaj jaz smatram danes, da smo mi varuhi narave. Ampak zdaj greva najprej to definicijo kefirja. Tako. To je kefir. Tako narejen kefir nam je bilo dano že pred 200-300 leti, a ne? In z njim so si pač ljudje ohranjali zdravje, vitalnost, mladost, ne nazadnje kavkaški ljudje slovijo po dolgoživosti, po zdravju, ker iz tam to izhaja. In kot tak nosi vse te pozitivne znake, vse te zdravilne učinke, ki jih pač od kefirja pričakujemo. Ker gobica spušča noter te substance, ki nas zdravijo. Gobica ima 100 mikroorganizmov, gobica ima kvasovke, ki proizvajajo naravni CO2 in tako naprej. Vsi ostali kefiri, ki niso narejeni tako, lahko nosijo ime kefir, ker zakonom ni točno to določeno, kako naj bi se kefir delal. In so narejeni z kefirjevo kulturo, ki to ni gobica, vendar so tukaj te zdravilni učinki precej okrnjeni. Ne more jih biti toliko, tudi okusa se ne da v bistvu prirediti okusu naravnega kefirja. Ampak kako jih pa potem naredi, kaj je pa tam podlaga, če je ta zrna? Veste, kako se delajo kulture? Temu se reče kulture za fermentacijo. Če ima kefirno zrno do sedaj najdenih 100 mikroorganizmov, 10 rodov po 10 različnih mikroorganizmov noter, če poenostaviva 100 mikroorganizmov in kvasov v različnih razmerih znotraj zrna, oni, da se naredi kultura, ki povzroči fermentacijo, v tem primeru izdelka z imenom kefir, se izloči nekaj mikroorganizmov ven, se jih, kako bi rekla, posuši, ajde bom zdaj čisto tako laično govorila, in se to zmrzne oziroma se spravi v neki instant pripravek. Ne? Se pravi, samo nekaj jih ven izlečeš, takih, ki bi najbolj potem spominjali na okus kefirja. Ne vem. A vas to... Max 5 mogoče, ne 100. Kvasok se pa ne da, a veste? Kvasok se pa ne da, to pa je samo v kefirni gobici, ne? Preden vas vprašam o varuhih narave, ne, ta del bova tudi govorila, a vas boli? Ali pa ne vem, kako na to gledate, naprimer, da na policah torej dobimo en kup kefirjev, vi, ki se pa že celo življenje s tem ukvarjate, ki je to družinsko podjetje, kjer ste vložili res vse, pa res delate edinega pravega, je pa pravzaprav v isti vrsti kot vsi ostali. A ni to ravno tisto, o čemer največkrat govorimo, ne? Da je pomembno, kaj jemo in da vemo, kaj nam pravzaprav dajete in dajejo? Nisem jezna, ne? Vsak ima pravico, če je iznajdljiv, da pač dela svoje. Ob tem občutam pa žalost, ne? Ker tukaj gre pa za izkoriščanje nevednosti ljudi. V bistvu prav, kako bi rekla, prav farbanje ljudi. Ker veste,
da greš ti eno stvar delati, pa rečeš, vse bojo, vse spili, se ne vejo, kaj je, a ne. Tudi na tak način, a ne. Malo znižali ceno, pa bo, a ne. Tako, žalostna sem zaradi tega, ker narava nam je dala, narava nam da vse. Narava vedno skrbi za nas. Dala nam je od zdravilnih zelišč, mleka, s katerim kalcij v bistvu dobimo v telo. Dala nam je sonce, podnebje, prst, da lahko živimo. Dala nam je tudi kefirno zrno, s katerim mi ohranjamo zdravo črevesno floro, razstrupljamo telo s tem in z naravnim CO2, ki ga proizvaja kefirno zrno, mi povečamo absorpcijo kalcija v telo. Skratka, dala nam je čudežno gobico, ki jo pač namočimo v mleko, in potem fermentira, da bi z njo dolgo živeli, s tem dolgo živeli in zdravo živeli. In tudi, če bi zboleli, bi si olajšali pot do zdravja, in tudi, če bi morali antibiotike jesti, naprimer, da je nami res kaj hujšega, da s kefirjem na tak način narejen ublažimo stranske učinke močnih tablet. Če nas ne bi bilo več, ki smo varuhi tega kefirnega zrna in ne pristanem na lažje poti zaradi pohlepa in uspeha in pa nagajanja, se zgubi ta dediščina narave. A veste, v tem globalizmu, v tem izkoriščanju, površnem sprejemanju informacij kupcev, da nekdo gre delat približek tega, ki nima nič skupnega s tem in mu ni nič mar, kako bomo mi živeli naprej, in zamahne z roko, ne? No, Doma bo pa del vse, ta pravga. A veste? Če sem vas prvi vprašal, če ste kaj jezni zaradi tega, kar se dogaja, kakšno odgovornost pa čutite za to, ker imate vi tak kefir? Ker torej ves čas od očeta in mame naprej, tudi vi, so znanje, čas, to vlagate v ohranitev, naprimer, tega, kar ste dobili v svoje roke. Ja, ne odstopam. To je absolutno težja pot. A veste, zakaj se drugi poslužujejo lažjih načinov? Da napišejo na en izdelek kefir, ki nima nič skupnega s tem, niti po okusu, niti po učinkih. Prvič ga ne znajo narediti, drugič ga ne morejo. Ker je to je tako veliko kvasovk in pa mikroorganizmov v proizvodnji pravega kefirja, da če bi se lotili tega, bi jim uničili vse, kar so do takrat delali. Ker jim uniči vse izdelke, ker je okuži jim vse. Lahko sam še zaprejo. To so poskušali že, a veste, se to ni kar tako, se mogoče bi oni delali, če bi bilo to lažje, ne? Ampak ti enostavno se moraš odločiti, da se boš specializiral za to proizvodno in vso proizvodno podrediš temu. Če bi to je enkrat probala, mislim, da v Zadru mlekarna, da so probali to delati, vendar so čez 3 mesece mogli vse zapreti, ker enostavno so se kvasovke in mikroorganizmi, ki so zelo močni v kefirnih zrnih, razmnožili vse povsod in jim vse uničili, tako da ni to kar tako, da boš enostavno, a ne. Naša kompletna proizvodnja je podrejena temu, naš prvi izdelek je bil kefir in mi smo vse izdelke potem, ko smo delali, podrejali temu. In vsi naši izdelki vsebujejo tudi mikroorganizme iz kefirnih zrn. Vse je podrejeno temu, tudi maslo vsebuje mikroorganizme iz kefirnih zrn, skuta, kisla smetana, vse, in so zaradi tega spet drugačni od vseh drugih.
vse to določa, ampak to je zavestna neka pot, da boš rekel ne. To je naš glavni izdelek. Brez tega ne želimo olajšati si poti, to je edina prava pot, ker če si bom jaz olajšal pot, pa začel kar nekaj delati, da si znižujem stroške, potem je to tako, kot če bi lagal sam sebi. A veste, ker v prvi vrsti se je začel s tem, da mi delamo izdelke, ki jih sami pogrešamo na trgu. Mi kot družina. In še vedno tako delamo. Vedno vsak razvoj vsakega izdelka je tako, da najprej mi pogrešamo, naredimo in potem upamo, da tudi drugi pogrešajo. Rekli ste na začetku, sama nisem mogla biti pač poleg zaradi tega, ker sem imela mlado takrat družino. Kdaj ste se torej priključili podjetju? Kdaj sta oče in mama rekla, no, zdaj pa pridite še zraven vi? Rekla sta večkrat, ne. Rekla sta večkrat, ta zadnja odločitev, dolgo sem razmišljala. Ta zadnja odločitev je bila pa, ko smo šli v ekološki certifikat. A veste, kar naprej neke nove stvari, kar naprej smo pionirji vseh stvarih, no in pa je pa tudi leta 2006 prišlo do tega, ali bomo stopili na pot ekološke predelave mleka. No in to je bil pa meni res neki en tak izziv, ker od nekdaj smo prebrali, kaj jemo, od nekdaj smo spremljali trende po svetu, potovali, gledali, prebirali in ko sem jaz ugotovila, da pravzaprav res gledam, kaj jemo in pravzaprav hrana na mojih domačih policah in pa v hladilniku, ko sem pogledala, je bila dokaj ekološka. In ko sem videla, kakšne benefite prinaša ekološka hrana v organizem, kaj to pomeni za odraščajoče otroke, spet vedno smo bolj, ko bi rekla, občutljivi na vse to, če imamo majhne otroke, a veste. Res. In bolj gledamo, bolj prebiramo. In ko sem jaz videla, kaj pomeni katera hrana pri razvoju otrok, ker otrok tehta manj kot odrasli, a veste, in na kilogram svoje telesne teže, ki je nižja kot pri odraslem, na ta kilogramček svoj on posledično zaužije več težkih kovin in več ostankov pesticidov, herbicidov, kot pa odrasli. In pri otroku se to zelo hitro pozna, ker na njegov kilogramček je to bolj, bi rekla, skoncentrirano. Odrasli pa to zaleti. In ne malokrat boste opazili, da se pa začnejo tegobe tam nekje pri 40. A veste, z leti uživanja se nekje kopičijo nepravilni načini prehrane. In leta 2006, ko je bilo ali gremo, ja, gremo. In smo prvi v Sloveniji pridobili ekološki certifikat za predelavo mleka v ekološke mlečne izdelke, ampak papir ni dovolj. Mi smo morali za kmete pravzaprav naučiti pridelave ekološkega mleka, jih nekako zanimirati, da stopijo na to stran, da štale preuredijo svojo miselnost in tako naprej, ker certifikat za predelavo mleka ti ne pomeni kaj dovolj, če ti nimaš surovine ekološke, a ne? In tako smo pravzaprav na to pot morali stopati skupaj s kmeti, ki smo jih pač zanimirali, tudi pošteno plačali, da so stopili z nami skupaj na to pot in moram reči, da so še danes z nami. Še danes, od leta 2006-2007, no, so še vedno z nami. No in takrat sem se pa jaz v to vključila. Najprej ne v mlekarno kot vodja mlekarne, ampak sem ustanovila gospodarsko interesno združenje, ki se je aktivno vključilo v, se pravi, ozaveščenost o prednostih ekološke prehrane,
potem povečevanju ekološke pridelave v Sloveniji, se pravi ne samo mleka, ampak v celoti vsega. Utrli potem sprejela članek isto misleče, kjer smo pravzaprav zbujali neko kolektivno zavest o prednostih ekološke prehrane, pridelave in pa predelave. Stopili na aktivno pot spreminjanja zakona o javnem naročanju, da bi v šolah in vrtcih in ostalih javnih ustanovah bila sploh možna nabava ekoloških izdelkov, govorimo vseh, od sadja, zelenjave do mlečnih izdelkov. In nazadnje, da bojo dejansko to dajali otrokom za jesti, ker to je bilo bistvo, ne. No, se upravičujem, lahko rečemo, da ste bili torej, ko je govora o ekološki pridelavi hrane, pa o promociji tega pionirka v Sloveniji. Absolutno, ja. To pa brez lažne skromnosti lahko rečem, ker je zelo dolga pot bila to. Tudi ne vem, če bi se še enkrat lotila, ker ni bilo lahko, a veste, ker o ekološki hrani takrat govoriti je bilo, a veste, to smo bili taka tarča posmehov, nas peščice ljudi. To tarča posmehov smo bili tudi takrat, ko smo začeli kefir delati, a veste. To so se norce delali, to so kar žaljivke bile, no, ampak posmeh je bil pa, da le z eno besedo rečem. In isto je bilo, ko smo se začeli z ekološko predelavo mleka ukvarjati, ko sem jaz osebno hodila od šole do šole, od vrtca do vrtca, jih učila pisati javne razpise, da se lahko pravzaprav slovenski ponudnik ekološke hrane sploh javi na javno naročanje, da naj le začnejo to uvrščati v prehrano otrok in da se vse to skupaj zagnalo. Še danes obstajajo isti razpisi, kot smo jih takrat naredili in moram reči, da z ekološkimi jabolki slovenskimi so naši kmetje prisotni povsod, z ekološkim jabolčnim sokom, z jajci in pa seveda z mlečnimi izdelki, 90% od mlekarne krepko. No, danes, torej 19 let za tem, ko ste se s tem začeli ukvarjati, je pa jasno, da je največja dodana vrednost, tudi ko je govora o hrani prav pri ekoloških prehrambenih izdelkih, in ko Slovenija ves čas govori, da smo majhni, da težko konkuriramo na svetovnem ali pa evropskem trgu in da težko s temi cenami seveda konkuriramo, je pa ravno ta del, ki ste ga torej sama začela uvajati, tisti, ki edini prinaša to neko možnost razvoja. Moram povedati, da v vsem tem času našega obstoja, jaz sem 2007 prišla aktivno na to področje prehrane, predelave in tako naprej. Mislim, da sem mlekarno uradno pa prevzela leta 2011. Veste, to niso toliko pomembne stvari, če si ti že cel življenje zraven pravzaprav, mogoče ne v pisarni, ampak za kuhinjsko mizo, družinsko ob kosilih pa absolutno. Tako da, toliko vlad smo dali že skozi. In vsaki posebej razlagati, zakaj gre. Zakaj je ekološko, kako to, kako uno, tretje, četrto, peto, šesto. Moram reči, da je zdaj najslabši primer. Tole obdobje je pa, če smo prej porabili 2 leti, da smo vsaki vladi razlagali na novo, zakaj gre, pa so nas recimo slišali, ne? Pa tokrat veste zakaj? Od 2018 slovenska živilsko-predelovalna industrija ni prejela nepovratnih sredstev. Ne more biti Slovenija konkurenčna tujini
če okrog nas ostale države, najbližje, pa namenjajo temu kar precejšnja sredstva, kar se seveda odraža na ceni. Ne samo nepovratna sredstva, tudi vsi stroški so v Sloveniji od energetike naprej abnormalno visoki. Seveda se vse na cenah odraža. Živilsko-predelovalna industrija pravzaprav nima in ne čuti, da bi imela kakršnokoli podporo, ne čuti se, da bi bila pravzaprav strateška panoga v Sloveniji, kar bi definitivno morala biti, ker brez te panoge živilsko-predelovalne industrije bomo tako kot nekoč. Vemo, kaj smo bili, ne? Ni daleč ta dan, ne? Ampak zdaj smo na primer dali, farme Ihan pod strateške naložbe, ne? Veste, kdaj se to reče, da se smatra, da je strateška naložba, ne? Če so dodeljena sredstva najmanj 70%. In da ti ne porabiš 5 doktoratov, da izpišeš in da oddaš razpis, 30%, največ 40%. Je pa to tako, kot da bi omalovaževanje. No, saj to sem želel vprašati. Ja. Rekli ste, tako slabo, kot je zdaj, pa še ni bilo. Pa kaj, a vas ne poslušajo? Ne slišijo. Mogoče se naredijo, da poslušajo, vendar ne slišijo. Ampak zanimivo, ne razumejo. Smo v času, ko govorimo o prehranski o varnosti, samo o skrbi, da je zdaj pa res razumemo, ne po covidu, k temu času se bo še vrnila, ampak po covidu, ukrajinska kriza, zdaj pa res je to pomembno. A ni nenavadno, da meni se zdi, da je pomembno, nisem pa prepričan, da se s tem tudi zares ukvarjamo. Ja, se vidite, da na panojih, na jumbo plakatih je ta glavna marketinški slogan smo slovensko podjetje. Od takrat in takrat. To je prosto slogan. Zakaj mislite, da se nam dogaja, da uhajajo? Se to je logično, ne? Enostavno mi računamo in se trudimo vsi skupaj, da naredimo kakovost, kvaliteto, da pravzaprav životarimo, zato ker verjamemo v te stvari in upamo, da nas končni kupec, vi in ostali, prepoznajo. Da kupujejo to zaradi kakovosti in zaradi tega, ker dejansko dobijo za svoj denar tisto, kar pričakujejo. No in zdaj so pri tem denarju, ja. To vas moram vprašati, kar ste tudi sama rekla, ko greš kupiti kefir, ki to ni, hvala lepa za to razlago, o tem seveda nisem nič vedel, prej pa sem velik ljubitelj kefirjev, je veliko cenejši od vašega, ne? In to je zdaj seveda lahko velik problem za potrošnike, po drugi strani je pa ravno ta del, ki ga vi razlagate, zelo pomemben. Zakaj je takšna cena, a ne? V tehnološkem procesu, ne? Tehnološki proces je tisti, ki določa, kakšen izdelek bo, kaj bo vseboval in kakšne učinke bo imel na zdravje. To so čisto preproste analize, izdelek daš na analizo in vidiš en poka od tega, kar je napisano na embalaži, en pa nič, ne. In vemo, kako se je to včasih počelo. Vse vemo, kako so se včasih stvari delale tudi v kuhinji, kako so delale babice. Vse se vračamo k temu počas, a ne? Ampak včasih je to toliko nezakompliciran, manj je več, veste. Tradicionalni postopki so tisti, ki z najmanj posega v samo surovino obdržiš največ mineralov in vitaminov in vsega potrebnega za zdravje. In če kefirno zrno nam je bilo dano, mi ga čuvamo in ga bomo čuvali, dokler bom vedela zase in tudi moji zanamci, kefirno zrno praktično je čudež narave, to bom spet povedala, je eliksir mladosti, eliksir življenja. Ga daš v mleko
razgradi mleko do te mere, da nima nič več skupnega z mlekom. Kefirno zrno, kvasovke iz kefirnega zrna, pojejo mlečni sladkor in ga spremenijo v mlečno kislino. Ga lahko pijejo tudi tisti, ki imajo mlečno laktozno intoleranco. Pazite, razgradi beljakovine v aminokisline. Se pravi, da razgradi mleko do te mere, da nima nič več skupnega z mlekom, razgradi v komponente, ki so za telo lažje razgradljive in telo to hitreje vsrka in dejansko gre v telo tja, kjer učinkuje. Poleg tega, da je to najstarejši probiotik, vsebuje tudi prebiotične bakterije, ki so v bistvu hrana tem probiotičnim bakterijam in bistvo tega je, da dajo jim moč, da gre skozi želodčno kislino. A veste, to je tako močno ta želodčna kislina, da dejansko pride do prebavnega trakta. Jaz se upravičujem, jaz sem fan od tega, veste, jaz ne bom, to je meni tak čudež in če ti je podarjen nek čudež, moraš ga čuvati, moraš ga razumeti. Sem želel na to temo vprašati, a je ta proces, vse to, kar ste zdaj opisala, tudi morda omejitev, da lahko tega naredite zgolj v omejeni vrednosti oziroma v omejenih količinah, da je krepkega suhca pač toliko, ali bi lahko razširili vašo proizvodnjo? Lahko. Ja, seveda. Sej sem prav rekla, zdaj smo mi že 10. leto imamo IFS standard, to je pač najvišji standard živilske industrije. Nimajo ga vsi, a ne? Zdaj 10. leto ga imamo in sem rekla, zdaj bomo pa mi, jaz si pa izredno želim, da bi ta pravi kefir, naš kefir, postal globalni, da ne samo v Sloveniji bi imeli možnost ohranjati si z njim zdravje, ker vidim, da ga potrebujejo tudi drugi, ki imajo še večji globalni problem glede zdravja in da je svet, da so pripravljeni za to, da je ozaveščenost tako visoka, kapacitete naše so tudi dovolj visoke, da bi želela, da gre tudi preko meja in omogočiti tudi vsem ostalim, da bi si z njim ohranjali zdravje. Kot, če ste opazili, govorim vedno o Evropski uniji, a ne? Rusija je pa dežela kefirja, a veste? Zato ne rečem Evropa. Rusija je pa dežela kefirja, to je za njih zlato. Pa če vam povem eno legendico, a ne, da v začetku prejšnjega stoletja, ni legenda, to je resnica, no? Legenda je, kako je Mohamed dal prvo zrno kavkaškemu ljudstvu, ampak v začetku prejšnjega stoletja je bilo kefir možno kupiti v Moskvi, edino v lekarnah. Tako moč je imel. Kako so prišli do njega, tako da so te prve kefirne gobice ukradli kavkaškemu ljudstvu. Ker so slišali, da oni živijo več kot 100 let in da niso videli še zdravnika v svojem življenju in so seveda kele poslali svoje tele špijune in so prinesli v Moskvo prva zrna, ne? In prodajali kefir samo v lekarnah. Danes seveda Rusija je meka, vendar je to zaprt trg samo za svoje, ampak oni si absolutno brez tega ne predstavljajo življenja. To je njihovo osnovno živilo pravzaprav. In njihove gobice so pa še bolj agresivne kot naše in njihov kefir zelo rezek, zelo velik ima CO2. Tudi več alkohola, karikiram, proizvajajo te mikroorganizmi, a ne? Zato je Evropska unija, lejte, ne bojo sam Rusi zdravi, ne? Po Slovenci. Dajmo ljudem, kar jim je narava dala, a ne? Ljudje si to zaslužijo. Mi imamo tudi dovolj kapacit, ko se zdaj zadnje leto in pol res intenzivno trudim,
da bi nas prepoznali, da bi to zgodbo našo ponesli naprej. In da bi pač najrej bi naredila konc tej nelojalni konkurenci, no, tako bom rekla. No. Dajva se malo poglobiti v podjetje, koliko zaposlenih v tem trenutku je? Pred korono jih je bilo 46, zdaj nas je 41. Moram reči, da seveda korona je bila od hudiča. To ni bilo kar tako, da boš samo po sebi umevno, da danes še obstajamo, a ne? Zelo velik odločitev menedžiranja pravega je bilo potrebnega, da smo tukaj, kjer smo zdaj. Ne? In zanimiva je tale korona bila, takrat smo vlekali iz zagate celo državo in kmetijstvo, veste, živilsko-predelovalna industrija, a ne? Noben se ni vprašal, kako. Kam smo dali mi ta mlek, če je bilo vse zaprt? Ga niso s cisternami izlivali? Jaz bi ga skoraj. A veste, šole, vrtci se je zaprli, trgovine so se zaprle. In takrat so se vsi poskrili. Takrat smo bili dobri za vse. Koliko ste vi fajn, joj, koliko je to super. In to mine in potem pridejo grozni stroški, elektrika, embalaža in vse, a ne, seveda ne veš, kako sploh, kar vse skap zaprl ali kaj bi naredil, a ne. Potem pa te pa pozabijo, ne, država, a ne, vladajoči resorji si pa kar naenkrat pozabljen. A veste, da bi bila ena dežela samooskrbna, potrebuje zelo močno živilsko-predelovalno industrijo. To dela samooskrbnost, ne kmetje. Ne posamezni kmetje, ne peščica tega, kar nekaj sredstev se dodeli kmetom, ogromno, a ne. Na segment predelave se vedno pozablja. Pa živilsko-predelovalna industrija ni vedno mlajša in starejša. Mi potrebujemo za investicije, mi potrebujemo tudi nove stroje, mi moramo poskrbeti, da bomo zeleni, da bomo čim manj energetsko potratni in tako vse to zahteva neka sredstva, a ne? Ampak peščica kmetov, nija nič proti njim, mi tudi brez njih nič ne moremo. Ampak se pozablja pa na to, da če ti hočeš močno državo in tudi, bi rekla, prihodnost države, moraš imeti močno živilsko-predelovalno industrijo. Nažalost se tega zavedajo vsi sosednji. Koliko kmetij, koliko kmetov ali pa cistern, ne vem, kakšno bi bilo pravo vprašanje, z vami, na primer, sodeluje v enem mesecu? Mi imamo pač ekološke kmete naše, ne vem, teh je samo 6, ampak potem pa sodelujemo pa z zadrugo, največjo zadrugo v Sloveniji, za preostalo mleko. Vi morate vedeti, mi smo najmanjša mlekarna v Sloveniji. Mi smo tako majhni, da nas niti ne jemljajo resno, no, tako bom rekla. Ampak v tej svoji majhnosti, v naši majhnosti jaz vidim prednost. Mi delamo vse tisto, kar se drugim ne splača. Mi delamo tisto, kar drugi ne znajo. Mi lahko hitro se obrnemo, smo vitki med velikimi dinozauri, jaz pravim, in hitro pride do odločitev. Idej imamo pa ogromno. Domišljija nam pa dela in pri nas od domišljije do realizacije je zelo kratka pot. Ker jo vidite klele. To sem želel zdaj vprašati. Kako pa pri vas gledajo ta družinska kosila? Oče, mama, vi, otroci, mož? Sploh nič več v službi. Aha. Nič. To je tabu tema. Preveč je bilo težkih trenutkov. To je od leta, 2019 naprej. Kaj je bilo najtežje? Bila korona najtežja? Ja. In meni osebno še težje posledice korone. Leto 2022 energija je šla v plafon, embalaža, mleko je šlo
za 80% gor. Jaz to govorim v zelo kratkem času, kar ti nisi mogel v cene prelita, ne? Oziroma ni šlo tako hitro, ne? To je trajalo 1 leto, pa pol, ne? In ljudje so odhajali, bežali iz živilsko-predelovalne industrije, ni bilo kadra, ker so mislili, da se drugje cedi ta med in mleko. Še zdaj je javna uprava močnejša od gospodarstva, veste, in odhajajo, mislijo, koliko bo fajn, ne, se vrnejo, a ne. Ampak v tem času pa ti ne veš, če bo še eden dal odpoved, pa bom pa zaprla. A veste, to so težke stvari, če ljudje ne čutijo varnosti. Ne čutijo pa varnosti, ker enostavno se zaznava, da ni podpore nad tabo od matičnega ministrstva, naše matično ministrstvo je za kmetijstvo, če ni, kako bi rekla, interakcije, ni poslušanja, ne samo poslušanja, ni ukrepanja. Ne? Potem gre šele ministrstvo za gospodarstvo. In veste, to ljudje čutijo. To ljudje čutijo. Ker jaz pravim, ne more biti dobra dežela, kjer je javna uprava močnejša od gospodarstva ali pa od kmetijskih podjetij, od res živilsko-predelovalne industrije. Slovenija je bila vedno kmetijska dežela. Stremenja, da bomo visokotehnološka in da kmetijstvo bo postranska dejavnost, je neumno. No? Tako bom rekla. Neumno, ja. Če se vrnem na vašo družino, zdaj sva obdelala, da se v poslu ne pogovarjate, ampak pri zajtrku je še vedno kefir, vedno na mizi? Vedno. Jaz ga pa pijem zvečer. Aha. Jaz ga pa zvečer pijem in to že od nekdaj, pa ne vem zakaj. Enostavno mi paše, zvečer ga spijem, to je zadnja stvar, kar naredim, preden grem spat, ker se mi zdi, da mi odpusti vse grehe in napake, ki sem jih delala čez dan. In me čez noč me revitalizira, me razstropi in se zjutraj zbudim z ploskim trebuhom, totalno razstropljena, revitalizirana in tudi lažje zaspim, pa tudi če smo bili, ne vem, na kakšni poroki ali karkoli, jaz vedno potem na vso tisto hrano spijem en kozarček kefirja in dejansko gre ta množica dobrih bakterij iz kefirne gobice gre in potuje in diagnosticira, kje je kaj narobe v telesu, izvrže slabe stvari in podpira dobre. In zjutraj sem kratko, že cel življenje. A sta oče pa mama ponosna na vas, glede na to, da ste druga generacija, ki je odpeljala to zgodbo še naprej in jo uspešno pelje? Ja, glede na to, da redno dobivata kefir, pa recimo tudi neka sredstva, recimo, da ste zadovoljni. Kaj pa naprej? Glede na to, da ste torej druga generacija, je tretja generacija, ki trka na vrata, krepko trka na vrata? Ja, zdaj jaz imam 3 otroke, ne? In pogovora o tem še ni bilo, čeprav so že kar dokaj veliki. Sem pa povedala enkrat, da jih ne bom niti klicala, niti novačila ali pa prosila, da pridejo, da naj si grejo kar življenjske izkušnje in delovne izkušnje nabirati drugam, kamor želijo. In da, če bojo želeli potem, naj pa z izkušnjami pridejo v mlekarno in jo s tem tudi obogatijo in dodajo dodano vrednost, ker želim, da jih ne izuči mlekarna, ampak da jih izuči življenje in druge izkušnje. Tudi sama sem prišla v mlekarno, pri svojih 40 letih, z mnogo izkušnjami. Življenje me je razmetalo na vse strani do takrat. Imela sem tudi sama svoja podjetja, trgovine in tako naprej. A veste, drugače gledaš na stvari. Niti več nič samo po sebi umevno,
imaš neko svoje znanje, neko svoje vedenje in z vsako tako stvarjo, kdo pride, obogati, doda neko vrednost vnaprej, ali je to vodenje firme, ali je to samo služba v nekem podjetju, karkoli. In mislim, da tudi moji otroci gledajo tako na to. Zdaj so druge stvari, ki jih zanimajo, poznajo mlekarno, delali so v njej, ki so preko študentskega servisa kot dijaki in tako naprej, zelo dobro se razumejo z vsemi mojimi zaposlenimi. Samo še klica. Ko bo dozorelo, bo jim seveda to omogočeno, ampak res, naj preizkusijo življenje. Ste kdaj dobila ponudbo, da bi prodala mlekarno? Sem. In? Ja, nisem se odločila zaradi tega, ker jim ni bilo v interesu obdržati proizvodne s kefirnimi zrni. Ja, kaj so pa potem hoteli? Samo znamko? Znamko, ja, pa pravzaprav uničiti konkurenco. Vas niso hoteli, ja. Ne, veste kaj, jaz bom vse naredila, da se te stvari nadaljujejo. Res mi je to pomembno. Nobenega novega kapitala se ne branim. Mislim celo, da je nujno potreben, ker mi nujno rabimo sredstva za marketing. To je edina stvar, ki nam fali. Znanje imamo, domišljijo imamo, razvoj imamo, kapacitete imamo, za marketing pa nimamo. A veste, in če bi jaz naenkrat lahko povedala vse to, kar sem zdaj vam povedala, mislim, da bi bil položaj veliko boljši, naš. Tako da vedno rečem, sem to. In prav naš drugega, ker mora nekdo povedati ljudem, zakaj gre. Ker ljudje si res zaslužijo prave izdelke kupovati, za svoj denar dobiti tisto, kar želijo. Pa ne govorim se samo o kefirju, se drugje tudi zelo podobno dogaja. A veste, ali vam povem, ali bi bile manjše vrste v lekarnah, manj bi bilo vsega, nasmeh na ustnicah bi bil siguren večkrat, tako bom rekla. Zdaj razumete, zakaj sem na začetku rekel, pa vas nisem želel užaliti, bog ne daj, da je to ena od zgodb, ki je premalo poznana. Ravno zato, ker potrebujeva celo uro, da poveva celotno zgodbo o tem krepkem suhcu in ta del nam je ostal za konec. Dober spomin. Zagotovo. To pa še. In zato moramo tako tudi končati, da razložite zgodbo krepkega suhca. In je to celotna zgodba, se mi zdi, vašega podjetja. Krepki suhec je moj oče. Majhen, debelušen, pameten, zvedav, polno domišljije, ideologije. Človek, ki ko se pogleda v ogledalo, se ne vidi debelušnega, ampak vidi samo krepkega suhca. To je to. Mi smo mu rekli krepki suhec in potem se je to obdržalo. In pravzaprav vse pove o tem izdelku, Je krepak, ampak skrbi za vitalnost in tako kot sem rekla, čisti eliksir mladosti. Kar kažete tudi sami. Hvala lepa, da ste prišli. V veselje mi je bilo poklepetati o vašem krepkem suhcu, o podjetju, o mlekarni in o naši industriji, v kateri se tudi premalo pogovarjamo. Tudi zato je ta studio tu in SBC, da večkrat takšne teme odpiramo. Do naslednjič se veselim, ko boste to zdravje popeljali še širše v Evropo, pa morda še kam. Hvala. Hvala lepa, Gregor. Z veseljem. Ja. Tako, to je bila poslovna zgodba, ki jo je vredno poslušati, predvsem pa vredno poskusiti. Pa ne, da zdaj kupite kakšno mlekarno, ampak raje kupite krepki suhec, pa bo. Pa to zdaj ni reklama, ampak dejstvo pa je, da če je domače in tako radi o tem govorimo, je pa že prav, da to tudi podpiramo, sploh če je dobro in zdravo. Do naslednjič.